Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v današnji oddaji, kjer bomo spregovorili o eni izmed ključnih tem sodobne družbe, o družbeni odgovornosti posameznika. Kaj pravzaprav pomeni biti družbeno odgovoren, smo govorili že v prvem delu oddaje. Ali smo kot posamezniki dolžni prispevati k skupnosti, ali pa je dovolj, da zgolj skrbimo zase. Za nami v studiu je tudi danes ugledni strokovnjak, docent, dr. Živko Bergant, ki bo z nami delil svoje poglede na to pomembno tematiko. Vprašanja, ki si jih bomo zastavili, segajo v samo bistvo človeške narave in delovanja družbe. Raziskovali bomo, kaj pomeni družbena odgovornost v praksi skozi oči posameznika in zakaj bi sploh morali biti družbeno odgovorni. Dotaknili se bomo povezovanja in soodvisnosti med ljudmi ter vprašanja omejenosti svobode, kjer se končajo naše pravice in začnejo dolžnosti do drugih. Ali je družbena odgovornost enaka etiki, enaka filantropiji? Tudi to se bomo spraševali. Pogledali bomo tudi, ali je v tej dinamiki prostora za pohlep, je želja posameznika, da bi imel več, nekaj povsem naravnega, ali jo moramo obravnavati kot pohlep. Ali potreba po obstoju generira željo po kopičenju materialnih dobrin in kako to vpliva na družbo? Ali lahko posameznik prepozna trenutek, ko postane izkoriščen in posledično nezadovoljen? Posebno pozornost bomo namenili tudi vprašanju družbeno odgovornega potrošništva. Je to res oksimoron ali je mogoče potrošnjo usmeriti na način, ki prispeva k boljši družbi? Raziskovali bomo moralni hazard, tako na ravni posameznika kot na ravni družbe in kako se to odraža v različnih oblikah, kot je denimo zavarovanje, kasko zavarovanje. Pogovor bo osvetlil tudi temeljne ekonomske vidike družbene odgovornosti, pri čemer bo naš gost predstavil zanimivo izhodišče, naravni zakon o dodani vrednosti kot okvir za razumevanje delovanja posameznika v družbi. Kaj pomeni družbena odgovornost za odnose med posamezniki in ali lahko prav skozi ta zakon vidimo bistvo družbene odgovornosti? Vabljeni, da se nam pridružite pri tem izjemno pomembnem pogovoru, ki se dotika tako naše osebne kot skupne prihodnosti. Pripravite se na zanimivo, drugačno in morda celo presenetljivo razpravo. Pozdravljeni v studiu, gospod Živko Bergant. V prejšnji oddaji sem že govorila o naravnem zakonu o davku, ne o davku, o dodani vrednosti. In zdaj bi pa mogoče se dotaknil tega, ali je družbena odgovornost enaka etiki. A jo povezujemo lahko z etiko oziroma na kakšen način? Ne bi tu potegnil enačaja, pač pa je etika vsebina, pomembna vsebina družbene odgovornosti. Dal bi primer. Miloščina, filantropija, torej pomoč drugemu. Kje je tu mesto družbene odgovornosti? Vedeti je treba, da ima vsak človek pravico do obstoja. To je zame aksiom. To se pravi, tega ni treba dokazovati. Če pa je to res, potem ima pravico do dela, ker brez dela ne more obstajati. Smiselnega dela verjetno, ne? Ne more zagotoviti svojega obstoja brez svojega dela. Kdor pa tega ni sposoben zaradi zdravstva ali drugih okoliščin, se njegova pravica do dela preoblikuje v pravico do solidarnosti. Če mu odrečemo pravico do solidarnosti, pomeni, da smo mu odrekli pravico do obstoja.
Torej, pravica do solidarnosti je nekaj, kar v naši družbi ni popularno. Se ne pogovarjamo veliko o tem. Ne? In se o tem ne pogovarjamo. Sploh o tem ne verjamem, da je to kdo bolj. Mislim, da sem jaz med prvimi, ki je ta pojem napisal. Torej, miloščina posamezniku ni miloščina, ali pa je nekaj manj, ali pa nekaj več. Posamezniku smo dolžni iz solidarnosti nekaj pomagati. Temeljna dolžnost te pomoči pa je na državi. Država mora pravico do solidarnosti upoštevati pri posameznikih. To ne pomeni, da bomo likvidirali vse podpore otrokom, bolnim, starim, starejšim in tako naprej. Ampak to je samo nek korektiv znotraj družbe, ki je izraz res solidarnosti v smislu humanega ali etičnega vedenja človeka, ne pa v smislu tega, kar je sama dolžnost. Vsak človek čuti pri sebi dolžnost, da pomaga drugemu. Ampak ločiti je treba to pravico do solidarnosti od res pomoči drugemu. Če mu pomagamo kar tako, se kaj zgodi? V nas se občutek, da smo dobri, pojavi, pa da smo sami sebi všeč, ker smo dali neko malenkost nekomu. Na drugi strani pa je to potuha državi, ki ne opravlja svoje funkcije in ne izvaja v dovoljšni meri te pravice do solidarnosti posameznikom. Tukaj vmes se mi je pojavilo, dajmo naučiti nekoga loviti ribe, namesto da mu damo ribe. Ja, absolutno. Skozi družbeno odgovornost, v bistvu oboje je odgovorno, ne, na eni strani. Samo bolj odgovorno je pol, da nekoga naučiš, da je potem lahko samostojen. Ne? Ja, seveda je treba dolgoročno gledati. Ja. Ampak zakaj ljudje gledamo kratkoročno rajši, kot dolgoročno? Zato, ker nam je to bolj enostavno. Človek je, v človeški naravi je, da gremo po liniji najmanjšega odpora. Tako miselno, kot tudi dejavno. To je že pri otroku, ne? To se pač tako zgodi, ne? Ampak ta miselnost je tudi posledica sedajnega načina življenja in neoliberalistične doktrine, ki se je zasidrala v vseh porah družbe. Mogoče, da par besed rečemo o družbeni odgovornosti v praksi. Velikokrat se ne zavedamo, se pravi, da mi koristimo infrastrukturo. V prejšnji oddaji majčkeno se dotaknila tega, da je nekdo mogel narediti cesto, da se lahko mi po njej hitreje pripeljamo, recimo iz kraja, iz Ljubljane v Maribor. Nekdo je mogel narediti šole, da se lahko znotraj šol izobražujemo. Nekdo je mogel narediti zdravstvene domove. Nam je to praktično samoumevno. A mislite, da je ta zavedanja kot posamezniki, praktično ga skoraj nimamo, ker se o tem sploh ne pogovarjamo? Tu se obnašamo kar dostikrat kot farizeji. Ne bi radi nobenih davkov plačali, ampak razumemo, da samo iz davkov lahko pridobimo to infrastrukturo. In za šport jemljemo tudi izogibanje davkov. To se pravi, izogibanje davkov ni nič drugega kot družbena neodgovornost. Najbolj blag način, pa grem po pločniku, pa vidim, da je nekdo porinil svojo živo mejo do polovice pločnika. In jo ne reže, enostavno jo ne obrezuje. To je zame agresivnost. Jaz ne morem temu drugače reči kot družbena neodgovornost. Ampak ker to pomeni, da se ne zanima za občutek drugih. Da je spet samo on tisti, ki se lahko širi. Zanimiv pogled.
prvi del najinega časa so uporabila, tako da predlagam, da gremo na kratko pavzo in ko se vrnemo, nadaljujemo z oddajo Družbena odgovornost posameznika. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji, kjer govorimo o družbeni odgovornosti posameznika oziroma posameznikov. Z nami je poseben gost, docent dr. Živko Bergant in zanima me ena stvar. Danes, ko gledamo v družbi ali pa se pogovarjamo o družbi, so relativno skoraj vsi nezadovoljni. A je to družbeni fenomen ali je to prirejen občutek? Kako bi postali, bom rekel, boljše volje? Zakaj smo slabe volje sploh? Nekateri to prepuščajo filozofom, drugi sociologom. Pametne države pa se zavedajo, da je njihova temeljna naloga zadovoljni državljani. Že generalna skupščina OZN je postavila zahtevo, da mora vsaka država spremljati zadovoljstvo ljudi. To bolj ali manj formalno izvajamo z nekimi anketami in tako naprej, ki jih spet po svoje razlagamo. Imamo pa države, ki so v svoji ustavi zahtevale in postavile svoj cilj srečo ljudi, recimo kraljestvo Butan. Skratka, gre za drugačen pogled na zadevo, ne? Pri čemer pa seveda je to direktno v nasprotju z neoliberalistično doktrino, kjer je vse fokusirano, osredotočeno na posameznika in samo na njegovo zadovoljstvo in ga drugega nič ne briga. In seveda smo v tem naredili svoj vrtiček in smo zadovoljni, ne? In ti vrtički pomenijo tudi ograjo nasproti nekim drugim tveganjem, nasproti temu, kar je rekel Nostradamus. Nostradamus je namreč rekel, pohlep, oziroma ne pohlep, strah nas bo pogubil. Strah nas bo pogubil, je rekel. Tega stavka še nobeden ni razložil, saj jaz ga nisem videl ali pa slišal. Jaz si ga razlagam samo po svoje, to pa je, da ima odziv človeka na ta strah je egoizem. Ne pa povezovanje z ljudmi, ne pa spoznavanje družbene odgovornosti. Samo verjetno ne moramo pričakovati, da bo država poskrbela ona, da bomo mi zadovoljni. Po moje se v bistvu zadovoljstvo, bom rekel, začenja od nas naprej. Ne? Ker mi tvorimo na koncu državo, ne? Mi smo skupaj ljudi. Absolutno, to je tisto, kar smo rekla, posameznik je začetek in konec družbene odgovornosti. Na vseh področjih svojega delovanja. Tudi država ni nekaj abstraktni pojem, tudi tam so ljudje. Kakršne smo izvolili, take imamo. Kakršno smo vzgojili, take imamo. In s tem moramo biti bolj ali manj zadovoljni, ker smo sami krivi za to. Posledica občutka nezadovoljstva je entropija, ste rekli. Ja. Kako bi to razložili za naše gledalke pa gledalce na preprost način? Entropija je drug pojem, je strokovni pač pojem za težnjo sistema po razpadu. Če smo nezadovoljni, začnemo slabo voljo širiti okrog, znižuje se učinkovitost, znižuje se produktivnost, slabo se dela, premajhna je ustvarjena dodana vrednost, nepravilno je porabljena in tako naprej. In seveda s tem sistem tudi razpada. In svet danes pred našimi očmi razpada. Kakšen je pa nasproten pojem entropiji?
Ker verjetno moramo priti nekje do dna in potem se obrnemo, kjer bomo pa zopet nazaj Nasprotni sestavljali. pojem v družbeni, Izgradnja. ker to je sicer fizikalni pojem, ampak v družbenem besednjaku bi lahko rekli, da je to povezovanje in soodvisnost. Soodvisnost in nadgrajevanje. Nadgrajevanje, a ne, razumevanje tega, da smo en od drugega odvisni in povezani. Ko posameznik pride v službo, pričakuje plačo. Ja. Ne? A je to normalen, bom rekel, normalno pričakovanje? Nam so že stare mame rekle, moraš iti v službo, da boš prišel k kruhu. In prideš v službo in zdaj moraš imeti plačo in zato moraš, če si še kaj naredil, moraš še večjo plačo in tako naprej, a ne? Ne razmišljaš pa o tistih, ki to plačo pravzaprav delijo, ki so odgovorni, da boš imel plačo. In moj nasvet vsakemu je bil, ko sem bil dolgo časa svetovalec podjetjem in poslovodnim organom, ne, vsakemu povem, da moraš delovati in razmišljati, kot da si direktor družbe. Direktor podjetja, tudi snažilka ali vratar mora delati, kot da je podjetje njegovo. In tisti trenutek bo začel razmišljati drugače. Ker bi moral reči, kaj bi pa jaz naredil na njegovem mestu. In potem bo to tudi predlagal. Ni razloga, da ne bi. To se pravi, razmišljamo kot nekdo naš nadrejeni. Če ne razmišljamo kot nadrejeni, ne bomo nikdar šli eno stopnico višje. Ne bomo nikdar napredovali. Ali se pravi, ima posameznik eno odgovornost do sebe, do svoje družine, ima tudi odgovornost do svojega zdravja? Absolutno. Vse to se pokaže tudi recimo pri zavarovanju, življenjskem zavarovanju in tako naprej. Ne moreš se življenjsko zavarovati, če si na smrt bolan. Ker bo zavarovalnica rekla, ne gre, ali pa bi bila previsoka premija. To pomeni, sami smo krivi, več ali manj, za svoje zdravje ali pa bolezen. Večino naših sodobnih bolezni je tudi bolj psihološke narave. Vsaj tako mi pravijo. Običajno. To se pravi, mi moramo se zavedati, da če ne živimo nezdravo, pa jaz tudi živim nezdravo. Ampak tako to je, taki smo. Moralni hazard. Ja, moralni hazard je s tem povezan. Primer moralnega hazarda je kasko zavarovanje. Če ne bi bil kasko zavarovan, bi presneto bolj pazil pri vožnji z avtom. Ker pa seveda zdaj bo nekdo plačal, zavarovalnica, je pa fajn, mi je pa všeč, kar je dobro, seveda, ampak vendar se moramo zavedati, da so to škodni primeri, ki jih naše povezovanje skozi zavarovalnico lahko nekako omili. Izkoriščanje seveda moralnega hazarda je pa nemoralno. Tako, seveda. Bi še kje v bistvu drugje izpostavili moralni hazard v družbeni odgovornosti posameznika? Ja, na zdravju in na zavarovanju, seveda. In tam, kjer že vnaprej veš, da ti lahko nekdo prispeva k obvladovanju tvojega tveganja. To se pravi, meni bo, recimo, dijak reče, meni bo pač oči vse poplačal, kar bom naredil narobe. To je čisti moralni hazard.
In še za konec, kako narediti prvi korak kot posameznik k družbeni odgovornosti v praksi? Ja, pravzaprav bi moral začeti razmišljati o sebi. Kaj hočeš na tem svetu? Začeti pa je treba, kaj je moje poslanstvo. Kaj lahko jaz storim za družbo? Ali sem koristen član družbe? Ali me lahko vzamejo za soodvisnega in povezanega? Ali sem upravičen do tega odnosa od drugih? Ali ta odnos upravičim s svojim delom in svojim prispevkom? Super, najlepša hvala. Zelo zanimiv pogovor z docentom dr. Živkotom Bergantom na temo družbena odgovornost posameznika. Oddaje, ki jih bomo imeli o družbeni odgovornosti, se dotikajo tako posameznika kot družb, kot države. Vabljeni k ogledu nadaljnjih oddaj. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji, kjer govorimo o družbeni odgovornosti posameznika. Z docentom dr. Živkotom Bergantom se pogovarjava o tej temi, ki je zelo široka, zelo, bom rekel, zanimiva in o njej premalokrat govorimo. Pa bi mogoče par besed povedala o dejansko potrošništvu. Smo v dobi potrošništva, črni petek, nakupovalna mrznica za Božič, za novo leto, za veliko noč. Obstaja družbeno odgovorno potrošništvo? Družbeno odgovorno potrošništvo je pravzaprav oksimoron oziroma bistroumni nesmisel. Torej je že nasprotje samemu sebi. Ker če bi bilo bistroumno, potem bi razmišljali pri vsakem svojem nakupu, ali smo prispevali k družbeni blaginji in tudi k svoji blaginji brez z neko stopnjo ustrezne kritičnosti. Ampak tega se ne bomo znebili. Jaz dvomim, da bo, ker to je povezano z trgom, konkurenco na trgu, ponudbe, povpraševanja. To je nekaj, kar pač danes deluje in bo še naprej kar nekaj časa delovalo. Ampak verjetno lahko se odgovorno obnašamo, da ne kupujemo takoj novo stvar, ne vem, pri obleki, ko pride nov model ali pa nov telefon, da starega vržemo v smeti, kupimo novega. Ta odgovornost je povezana z našimi osebnimi prioritetami. Če imam jaz prioriteto, da zbiram znamke, bom pač zbiral znamke in bom za to dal več denarja kot nekdo drug. Tako da tisto, kar mi osebno vzbuja zadovoljstvo, zato je vsak človek pripravljen plačati. Samo mogoče s tem prekomernim potrošništvom preveč pa obremenjujemo naravne vire, naravo, okolje in s tem nekako pridemo en cikel, ki... Ja, jaz bi z prekomerno potrošništvo povezal z prekomernim in zavajajočim marketingom prodajalcev. Padamo na njihove laži in na njihove predstave, pač bolj ali manj uspešno se jih branimo pred njimi, ampak tega se ne bomo znebili. Ker verjetno družbe vodi slab po dobičku, po večji prodaji, po še več, ne? Posamezniki
pa ker se ne pogovarjajo o družbeni odgovornosti ali pa odgovornosti do samega sebe, do drugih, verjetno so senzibilni na to. Dokler bomo imeli kriterij, da morajo biti družbe dobičkonosne, toliko časa se ne bo nič spremenilo. Ko bomo pa kot ljudje, kot potrošniki začeli razmišljati o podjetjih, da morajo podjetja biti družbeno odgovorna, da morajo podjetja prispevati k družbeni blaginji, tedaj se bo pa nekaj lahko spremenilo tudi v našem obnašanju in v naši potrošnji. Ker primer hrvaških kupcev, ki stavkajo, ker so cene previsoke, je zelo lep. Vendar gre za eno osveščenost našo samo. Gre za preprosto, sami pri sebi moramo kakšno stvar razčistiti. Kaj pa odgovornost do narave, do okolja? Ja, to se recimo lep primer, mi smo nekako bolj razvita družba in poudarjamo recimo pri odpadkih ločevanje odpadkov, ampak še zmeraj pri tem, ki so tisti kontejnerji, pa vidimo vse po tleh, prav veliko nimamo tega ločevanja, ker mora nekdo tisto pospraviti, pa pomesti. Ampak dobro, smo na porabi papirja, seveda zbiramo papir, zbiramo embalažo, hvala Bogu, ampak ko pridemo po podjetje, ker je kriterij dobiček, pa nas nič ne moti, da to isto podjetje, ker smo mi recimo direktor ali pa tehnični direktor, da izkoriščamo zemljo, izkoriščamo zemeljske dobrine in jih ne vračamo oziroma jih izkoriščamo neustrezno in škodljivo. Tam se pa kar naenkrat drugače obnašamo. In zato ločimo, tudi v teoriji nas učijo o poklicni etiki, torej poklicni etiki, poslovni etiki in osebni etiki. To je čisto zavajanje. Vse povsod bi morala biti osebna etika. No in ravno tukaj se mi je utrnila misel, na eni strani, ko nas učijo, zbirajte papir, ločujte odpadke, pa mi otroke učimo recimo podobno. Na drugi strani pa, ko gledamo, ne vem, politike, ki začenjajo vojne, vojna vemo, da okolja ni najbolj prijazna, je to popolnoma zgrešeno vse skupaj, se pravi dvojna pravila. Tudi velikokrat vidimo, ena pravila veljajo za naše voditelje, druga pravila pa za nas ljudstvo, recimo. Ja, eni smo bolj enaki kot drugi. Ja, nekako v bistvu to ni pravično in odgovorno tudi od teh posameznikov, ker verjetno moramo biti dober zgled. Kakor morajo starši biti zgled otrokom, tako morajo biti zgled politiki, državljanom, pa ni čisto tako, Točno tako, vendar tudi zato moramo imeti nekaj vase. Kaj smo naredili, da do tega ne bi prišlo? Koga smo volili? Kako smo izrazili svojo voljo? Ali rečemo, nimam koga voliti in ne bom nič. Me to sploh ne zanima. Če te sploh ne zanima, kaj se dogaja v družbi, je to družbeno neodgovorno. Se pravi, v bistvu to, kar imamo, smo si sami skuhali, Sami pa naši predniki tudi, predvsem pa dajemo tak slab zgled zanamcem. To je pa tisto, kar je najslabše. Ok, in kako bi, bom rekel, zdaj zaključila z pozitivnim vidikom? Kje vidite pozitivne premike v odnosu posameznika do družbene odgovornosti in kako lahko naše gledalke in gledalci
prispevajo k pozitivnim premikom v družbi kot posamezniki? Najprej je treba začeti pri lastnih otrocih. Jih usmerjati drugače in povedati, da ne gremo v službo zaradi denarja, ampak hodimo v službo zato, da prispevamo k družbeni blaginji kot celoti. In da prispevamo k družbeni blaginji seveda tudi družine. In da je tudi njihova dolžnost prispevati k dobremu počutju v družini. In to dobro počutje je treba razširiti na vso državo. Dokler pa je dobiček tisti kriterij, je egoizem seveda posledica. In to je v direktnem nasprotju s tistim, kar se dogaja vsak dan in ni čudno, da smo potem vsi tudi nezadovoljni. Torej, drage gledalke, dragi gledalci, končujeva drugi del oddaje Družbena odgovornost posameznikov. Kot je zaključil doktor docent Živko Bergant, poskrbimo za dobro vzdušje, najprej pri nas samih, potem pri naši družini in tako bomo naredili en majhen, vendar zelo pomemben del k večji, boljši in srečnejši prihodnosti nas in naših otrok, kot tudi naše družbe in sveta kot celote. To je bila oddaja, v kateri smo govorili o družbeni odgovornosti. Vabljeni k ogledu dodatne oddaje, kjer bo z gospodom Živkotom Bergantom govorila o družbeni odgovornosti družbe kot celote in družbe oziroma družb kot podjetij. Vabljeni.